Lepo pozdravljeni v oddaji Mednarodne športne novice, v kateri smo vam pripravili pregled vseh pomembnih dogodkov in tekmovanj, ki so potekali oktobra, zato ostanite z nami. V ruskem mestu Čeboksari ob reki Volgi je od 9. do 11. oktobra potekal 5. mednarodni športni forum Rusija država športov s sloganom Športna moč. Forum je bil namenjen razpravi o konkurenčnosti ruskega športa in stopnji telesne pripravljenosti njenih državljanov. Plenarne seje foruma se je udeležil predsednik Rusije Vladimir Putin, ki je imel uvodni nagovor. Prisotni so bili predsedniki največjih mednarodnih športnih organizacij. Prišla sta tudi predsednik Ruske športne zveze gluhih Aleksandar Romancov in predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih Valerij Rukledov. Organizacijski odbor zimskih olimpijskih iger gluhih Hanti Mansisk 2015 je na forumu organiziral predstavitev prihajajočih 18 zimskih olimpijskih iger gluhih, ki bodo potekale od 28. marca do 5. aprila. Predstavili so maketo prizorišča olimpijskih iger, športne objekte in vzorce olimpijskih medalj 3 žlahtnih kovin. Šport gluhih v prihodnosti vidijo na visoki ravni. Olimpijsko rusko mesto Soči je od 26. do 31. oktobra prvič gostilo Evropsko prvenstvo gluhih v športni disciplini curling. Kaj je curling? To je ekipni zimski šport na ledu, podoben balinanju. Pomerijo se 4-članske ekipe. Prijavilo se je 5 ženskih in 4 moške ekipe. Ženske ekipe so igrale po sistemu vsaka z vsako, vse do 4. kroga. V finalu sta se pomerili hrvaška in ruska ekipa. Slednja je postala evropska prvakinja, Hrvatice so bile druge, tretje pa so bile Ukrajinke, četrte Slovakinje in pete Nemke. Pri moških so prvaki postali Rusi pred drugouvrščenimi Ukrajinci, v boju za tretje mesto pa so Nemci premagali Hrvate. V soboto 25. oktobra se je v športni dvorani Nazarje odvijal superpokal v futsalu. Organiziralo ga je Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje. Društva, ki so se na državnem prvenstvu v futsalu, ki je bilo 17. maja v Ljubljani, uvrstila na prva 4 mesta, so šla v boj za superpokal. Državni prvaki so postali igralci iz DGN Podravja Maribor, drugo je bilo DGN Celje, tretje DGN Ljubljana in četrto MDGN Velenje. Ekipa iz Celja je svojo udeležbo odpovedala. Namesto nje je tekmovala ekipa iz Nove Gorice. Vsi so igrali po turnirskem sistemu, vsaka ekipa z vsako. V finalu sta ljubljanska in mariborska ekipa igrali borbeno in fenomenalno, vendar so po prvem polčasu Ljubljančani vodili s 3-0, v drugem polčasu sta bili obe ekipi izenačeni s 3-3, po zadnjem kazenskem strelu pa so Ljubljančani premagali Mariborčane.
tretje je bilo DGN Severne Primorske, zadnja pa ekipa iz Velenja. Bliža se novembrski športni dogodek, čas, ko se bo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor odvijal že tretji tradicionalni turnir Martinovanje. Dogodek bo potekal v soboto 8. novembra v športni dvorani Center na Ptuju. Zbor je od 8. ure naprej. Vabljeni, da se pridružite in navijate. V turškem mestu Istanbul bo zadnji teden v novembru potekalo tekmovanje za 6. evropski pokal gluhih v košarki DIFB, na katerega se lahko uvrstijo le zmagovalci evropskih tekmovanj. Iz Slovenije bo odpotovala ekipa iz DGN Ljubljana, ker so letošnji državni prvaki v košarki. Češka športna zveza gluhih je ob svoji 80. obletnici delovanja organizirala mednarodni turnir v futsalu, ki bo v soboto 29. novembra v Pragi, češkem glavnem mestu. Na to pomembno prireditev se bo 28. novembra odpravilo 10 igralcev slovenske reprezentance gluhih skupaj s selektorjem Alešem Škofom in predstavnico Športne zveze gluhih Slovenije Sabino Hmelino. S tokratno oddajo Mednarodne športne novice smo končali. Hvala za pozornost, glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.